Kamera 1 teče, kamera 2. Ok, kamera 2 teče, kamera 1 teče. Življenje, danes bo en tak unboxing predstavljen enega telefona, ki ja, zadnjih 14 dni tako bazi po spletu na polno. To je telefon, ki je prvo ful enih tabujev oziroma Pandorino skrinjico tako na širok. Po temu telefonu vaš pogled na pametne telefone ne bo več enak. V njemu se na nek način govori več kot o iPhonih in če se v nečemu govori več kot o iPhonih, je to definitivno tisto, čemur je treba posvetiti pozornost. Jaz sem se komaj do njega dokopal, tako da imam z njim v bistvu 2-3 ure časa, čisto zato, da vam ga predstavim. Telefon, ki je po mojem mnenju telefon leta 2018. No in kaj imam v rokah? To je Pocophone. Prav si slišal, Pocophone. Še nikoli nisi slišal za Pocophone? Jaz tudi ne. Pocophone je blagovna znamka Xiaomija, to je pa tisti kitajski velikan, ki že od nekdaj dela dobre poceni telefone. In zakaj ta Pocophone, ki ima drugače ime Pocophone F1, tako zelo poseben? Zato, ker stane 345 €. Ste rekli, to ni tako grozno malo denarja, ampak ko pogledaš, kaj je v tem telefonu, če zares noter skritega, se boš vprašal dvakrat. Imamo vse, kar imajo največji, celo najdražji flagshipi, če ne celo boljši od njih. A vam dokažem, Snapdragon 845, to je najboljši procesor Qualcomma, 6 GB RAM, 64 GB ROM, dvojna glavna kamera, selfie kamera za 20 milijonov pikslov, dvojna SIM kartica, 4000 mAh baterija, s quick chargingom, vodno hlajenje procesorja, ja, vse to je tukaj noter. Dajmo zdaj to škatlo odpreti pa pogledati, kaj je pravzaprav noter in če je vse to tako dobro. Ampak pejmo najprej na mojo čarobno špico. Are you listening? You crazy mother. Pejmo stvari, ampak še najprej pejmo pa sponzorju meseca Honorju. Honor se je odločil sponzorirati video posnetke naslednjih 30 dni in ja, meni je naložil, da vam podarim en telefon, ki ga bom žrebal 31. septembra. Tako da splača se gledati video, naloga je pa čisto simpel. V bistvu se komentira tukaj pod tem videom in subscribe na ko Facebook, kakor YouTube channel. Pomemben je, da me sledite na YouTubeu, ker jaz bom pogledal, kdo me sledi na enem pa na drugem omrežju in probo zbrati tacga, ki mi je zvest na obeh omrežjih. In med temi, ja, temi, ki komentirate, pa med temi, ki me sledite na omrežju Facebook, pa na omrežju YouTube, bom zbral nekoga, ki bo 31. dobil, ja, Honor 7C. Pejmo zdaj nazaj Pocophonu in v bistvu dejstvo, da se da pametne oziroma odlične pametne telefone delati fulcnej. Kaj je naredil Xiaomi? Na nek način je Xiaomi v bistvu tako vrgel rokavico drugim proizvajalcem in dal na trg telefon, ja, ki je tretjino cene primerljivih flagshipov. Tako da dokazuje, da v bistvu potrošniki preplačujemo blagovno znamko. Oziroma, da smo še vedno pripravljeni zelo veliko plačati za nek brand na škatli. Vse to pri Xiaomi počnejo že dolg časa. Ampak tokrat so po mnenju strokovne javnosti presegli samega sebe. Dejstvo je, da večina telefonov sestavlja iz sprejemljivih ali pa zelo enakih komponent. Takih komponent, ki se kupujejo, ja, na tržnici komponent, a ne? Ja, valjda nekatere dražje komponente, kot so na primer ekrani, baterije in podobne stvari izdelujejo sami, ampak večina drugih stvari, kot so senzori za kamere, procesori, recimo Snapdragon 845, te stvari kupijo pa kar na tej tehnološki tržnici. In pa vse skupaj vržejo in zabraderajo take lepe škatle in nastane telefon. Dajmo zdaj čisto zares pogledati, kaj dobiš v tej škatli. Dajmo narediti en hiter unboxing, pa da vidimo, kaj dobi za 346 €. Pokrov škatle. Ovitek, PVC ovitek. Kul, to je ful praktična reč, ni treba tega kupovati takoj, ta prvi moment. Evo ga, telefon, Pocophone. Tukaj je, glej ga. Kabelček, pa polnilc. V bistvu, nič kaj prav zelo veliko stvari. Simple capacitor. Pržge se. Piše, da je loading fast. Zdaj trenutek resnice. Telefon dela, v moji roki je moj daily driver, Huawei P20 Pro. Dajmo malo primerjati, pa malo pogledati, da sta ta dva telefona podobna. Če rabite vizualno primerjavo, evo, telefona sta v bistvu praktično identične velikosti. No, prvo, kar mi je res všeč na temu telefonu, je to, da se na njemu ne poznajo prstni odtisi. Izdelan je iz take plastike, ki je tako očitno zelo neobčutljiva. Baje pa pri Pocophonu obstaja še par različic, tudi taka z nekoliko gumiranim zadnjim delom, ki je baje sploh ne bo treba v neko srajčko oblačiti. No in to je v bistvu tisto, kar že leta čakam od proizvajalcev, da bo naredil telefon, ki ga lahko pač nosiš okoli praktično nezaščitenega, v bistvu da telefon ostane takšen, kot si ga je zamislil oblikovalec.
Zdaj, Pocophone je pa sem toliko seksi palet, da verjamem, da si boste za njega umislili kakšno srajčko. Ja, mogoče celo boste obdržali kar to njegovo navadno gumirano srajčko. Dajmo ga noter, da vidimo. To pa skoraj zgleda, kot da nič ni gor. Tako da tudi zato sem pri Pocophonu poskrbel. Ta srajčka je pa tako. Taka. Vidiš? To je to. Ni sliperi, ni nič. Pa skoraj se ne vidi karkoli gor, tako da tole mi je pa res všeč. Zdaj na zadnjem delu je, ja, dvojna kamera pa fingerprint senzor. Obstaja pa valjda tudi jack za slušalke. Evo ga, na to res niso pozabili. Marsikdo že to upušča, kar meni všeč. Telefon se polne prek standardnega USB-C vtiča. Glavni del telefona je valjda ekran. Tokrat je 6,18-inčen LCD z IPS tehnologijo. V bistvu neka dobra, stara, preverjena tehnika, ni OLED. Mislim, tisto pravo razliko se opaz mogoče samo pri toplini barv. Pa ja, če ta dva telefona gledaš pod različnimi koti, potem boste pri OLED-u, ki ga ima Huawei P20 Pro, opazili, da se vedno dobro vidi. Pri LCD-ju se pa pod koti, ja, na ekran malo slabši vidi, ampak večino časa tako vsi gledamo 90 stopinj, noben ne gleda takole telefona, Pa tudi pismo vse ni bistvene razlike. Jaz skoraj razlike na oči ne vidim. Tako da ekran je cool. Abra, kadabra, sim, salabim. Zdaj v bistvu me čisto zares zanima, kakšen je fotoaparat. V teh cajtih je prav sposobnost telefona oziroma fotoaparata na telefonu vsaj zame najbolj pomembna reč. Pri tem mi boste pa pomagali te dve rastlince, oziroma ena rastlinca pa ena, ja, cedevita. Not a paid advertising at all. Ampak, dajmo, veš, AI kamera, pazi. Open the AI scene camera, identify the picture scene for you and optimize the picture based on the scene. Celo umetna inteligenca tudi biva v tem telefonu za 345 €. Zanimivo. Evo, prva slikca. Not bad at all. Mislim, tako bom rekel, dal sem v portrait mode, zadevo stisnil in ja, vidiš, to ozadje je zablurano ozadje, se to kaj vidi? Zablurano ozadje sploh tako slabo ne zgleda, Čisto res gleda full cool. Čakaj, zdaj pa bom še probal za Huawei P20 Pro isto fotko narediti. Shit, Zdaj tako, no, zelo težko se odločam, pa verjamem, da se boste tudi vi zelo težko odločili, katera od teh dveh fotografij je boljša, ker sploh ne morete pač prek tega ekrana videti, a je boljša A ali B fotografija. Ampak jaz mislim, da za 99% ali pa, dajmo reči, 95% uporabnikov ne bo videli bistvene razlike med fotografijo Huawei P20 Pro in pa pač Pocophona. Je razlika, definitivno, ampak kot pravim, če na nek način bi rekel, da celo je bolj naravno reproduciral Pocophone, kaj pomeni, da je dal manj tega vivid colors in manj nekih umetnih efektov. Zato se mi na nek način ta fotka zdi bolj naravna. Težko rečem pa, da je boljša, ampak je pa primerljiva. Vprašanje, kako se ta telefon vnese v temi, ampak fotografije absolutno niso slabe. Zdaj, ta telefon ima pa tudi ful dobro selfie kamera, tako da jaz bom stisnil še en selfie. Pa bom stisnil en selfie za... Pa bom stisnil en selfie s tem. Pa bom ta dva selfija odprl. Tako, selfie pa tudi ni slab, no, jaz bom rekel, da je tudi primerljive kakovosti, kakor na Huawei P20 Pro. Bistvene razlike jaz ne vidim. No, mislim, ne vem, po moje te bistvene razlike noben ne vidi. Tako da foto tega telefona, ki stane, pazi, 345 €, je ful spodoben, če ne celo preveč spodoben, ker mislim, da nekatere konkurente bo kar malo zabolela glava. V bistvu ironično, ampak jaz sem si na tej fotki od Pocata bolj všeč. Mislim, ful enih detajlov je vidnih, a vidiš? Ful enih detajlov, sploh ni slabo. Mislim, definitivno ne slabo. Kameri Pocophona delujeta v tandemu. Kaj to pomeni? To pomeni, da je ena 12 megapikslov, druga pa 5 megapikslov in producirate, kakor sami vidite, cool fotke. Upam, da se razumemo. To je bil ful hiter test, prvi vtis, približna svetloba. Dajmo zdaj to umakniti.
tale gumica je pa dobra, le to, sploh noče iti z mize. Le to, kako vse zapopa. Kovitek je pa dober. Zdaj, čist na začetku sem povedal tiste podatke v telefonu, še pred mojo čarobno špico in nekako mi ne grejo z glave. Mislim, da jih moram ponoviti še enkrat. Ima v bistvu najboljši Qualcommov Snapdragon 845, to D procesor. Ta procesor je v množici najboljših telefonov na svetu. Naprimer v Googlovem Pixelu 2, Samsungu Galaxy Note 9, Samsungu S9, LG G7, HTC U11, OnePlus 6, LG V30, Nokia 8 in tako naprej. No in vsi ti telefoni, ki sem jih naštel, se začnejo pri 550 €, končajo pa pri dobrega jurja. Temu procesorju dela pa družbo 6 GB RAM-a, to je v bistvu največ, kar lahko zdaj dobiš v pametnem telefonu. Zato, da lahko s tem telefonom dobre igrice špilaš, ima pa ločeno GPU enoto in sicer Andreo 630. To pomeni, da ja, igrice tukaj letijo. Ok, dvojno kamero, ko sem že predstavil, selfie kamero z 20 milijonov pikslov, ki dela cool, dvojno SIM kartico, ja, ki lahko uporabiš za dva operaterja ali pa uporabiš za nadgradnjo spomina iz 64 na 256 GB in pa 4000 mAh baterijo, to je full velika baterija, to je ena največjih baterij sploh pri tej velikosti telefona, mislim, ki omogoča quick charging in zato dobiš tale chunky polnilc. Zdaj, long story short, Xiaomi je naredil flagship killerja. Na nek način se zdi, da bo prav največji udarc utrpel OnePlus 6. Telefon, ki ponuja to, kar ponuja največji za okoli 550 €. No, in praktično identično, če ne bolje, je zdaj naredil Xiaomi za Pocofonom. 346 €. Link bom spodaj pri popu. In nekako se mi zdi, da se je Xiaomi lotil prav teh kupcev, ki so se že zdaj počasi obračali proti tem telefonom okoli 500 € in niso hoteli za telefon ušteti jurja. No in na nek način so se lotili tudi mene, ker se mi zdi jurja za telefon čist preveč keša. In jaz se bom ta telefon kupil. Kupil si bom ga zaradi tega, ker ga enostavno moram imeti, ker je ta telefon dokaz, da se dobre tehnologije tudi da narediti za malo denarja. Tako da spodaj pustim link do Amazona, tam, ki ga bom jaz naročil danes, ker baje telefon še ni dobavljiv v Sloveniji, kmalu pa bo. Bo pa dosegljiv tudi pri operaterjih, kakor je A1, Telekom in podobni. Vprašanje pa je, koliko bo dobavljiv, ker po mojem ga bo folk razgrabil. Jaz upam, da ste zvedeli tisto, kar ste hoteli zvedeti v Pocofonu, da vas je do določene mere navdušil, mene je, in pa da boste sodelovali v nagradni igri. Ja, nagradna igra je pa čisto simpel. Napisati mi morate tukaj spodaj v komentarjih in pa na YouTube, kjer me morate obvezno slediti, če hočete dobiti nagrado, kakšen telefon je vaš idealen telefon. No in 31.9. bom jaz izžrebil nekoga, ki mu bom podaril tale Honor 7C, tako da se splača pokomentirati, splača se slediti, splača se šerati, lajkati, komentirati na vlog, zato ker ja, telefon.